to je ta Spirit in the Sky. Ne? Minutka je čez 8:30 in kot sem že prej povedala, mami mi je večkrat povedala, da sem za določene stvari tak zgrešen primer. Pa vidim, da nisem edina, ne? Ker sem dva dobila zelo v studio. In sicer oba dva sta člana benda Zgrešeni primeri in tudi oba kitarista, Robi in Grega. Dobro jutro. Dobro jutro. Jozo Zaspančki. Pa daj, no. A se nista naspala, je to res prezgodaj za vas? Ne, nisem. Je. Okay, ja. Kaj zdaj? Ne se lepo delati, povejte po resnici. Je prezgodaj. Je, ne, prezgodaj. Sploh od kje sta se pripravila iz Grosupla? Ja. A je bilo na cesti vse v redu, ker zdaj vidimo, da je spet štala na Štajerki, sicer proti Mariboru? Cesta je bila pa super. Ja, mislim, tam je bila klasična gužva od Grosupla do Ljubljane, Ja, po Celju se podpre, pa dan naredi. Ne, pa posije sonce, ko pridete v fantazijo v deželo. Tako, ja. Ej, najprej seveda glavno vprašanje, zgrešeni primeri kdo si je to zmislil in čemu? Zdaj za to bi mogli po mojem imeti tlele Jankota, edinega ustanovnega člana, basista, no, pevca. Vse torej? Ampak ja, v bistvu vse, ja. Jaz ne vem, kako so sicer sploh prišli do tega, ampak jaz mislim, da ime pove točno to, kar si misliš. Realno stanje. Danes imamo zagovor, zakaj ste zgrešeni. Pa ste zgrešeni, zgrešite kdaj kakšno noto? Ja. Se zgodi? Ja, mislim, je še... lahko bi bili kaj drugega, bi si lahko rekli, ker je kar dosti zgrešenih not se naredi, ampak... Ampak, a veš, jaz sem prebrala, ne? K meni pridejo zgrešeni primeri, veterani oziroma punk and roll veterani. Moram reči, da za veterane zgledata dosti mladostna, no? Sošolce s faksa drugače. Za Grega je to bolj kompliment, kot za me, ampak... Mislim, ja, veterani to bo zaradi tega, ker že kar nekaj časa obstaja ta band, ne? Pa tudi punk and roll, kdo pa še to. Vse to smo si tudi, oziroma smo si sami nadeli malo to ime žanra, ampak... Sam moram reči, da v Celju smo drugače imeli pred davnimi časi, za 9 gorami, ne, smo imeli v bistvu en klub, ki se mu je rekel klub. In tam noter je bila taka scena, dejansko. Mi je žal, da mogoče nista že takrat bila v naših koncih, da bi lahko doživela to, ampak bomo pa to sceno doživeli jutri v Celju in to v Celjskem mladinskem centru. Tako je, za klub so premlada. Sta pa premlada, ja? Veterana pa premlada, ne? Ker če nismo, ja, jo. Grozni. Nismo še ven hodili žurat po to. No in zdaj bomo žurali z vami od kjere ure dalje jutri. Jutri je petek, ne? Jutri je petek, dan za punk and roll, očitno, in za zgrešene primere v MCC-ju. Ja, jutri je petek in v bistvu takoj, ko je konč šihta, se začne petkov način žuranja in to je to. V bistvu petkov after. Ja, ko se odklikate na šihtu, polje naredi klik, se pivo odpre in to je to, ja, in se vidimo pol jaz mislim, da igramo okoli 8:30, 9. Tako da pridete že prej na pivo, urco je treba neki spit, pa si grla ogret, pa ne? Ja, do 8 morate že prijeti ogreti in vse to, ne. Ja, a damo zdaj eno tako vašo, oziroma ne bom še dala za nalašč. Ker prišla sta iz Grosupla, pa boste še malo ostala. Ampak, a veš, ful mi je všeč, ko rečete Grosuplu Dolenci. Ne? Ni, Iš. Grosuplo je tudi tako kaj Ivančan. Vsi se, ko se po parih perih v gostini pol pogovarjajo, pa noben ne ve, kam spada. Ne? Ker Ljubljanci rečejo, da to so vi ste Dolenci. Pol Dolenci Nov mest nam reče, da smo pa Ljubljančani. Tako da je kar eksistencialna kriza je problem v Grosuplu v Ivančani. A veš, kaj sem skočila, pa točno vemo, čigava sem, ne? No, recimo, ne. Iz Kočevskega, a veš. In to je to, nismo Dolenci, nismo nič, Ljubljančani pa še manj. Ribančani pa sploh ne, naprimer, ne? So pa zgrešeni primeri. Tako. Ena stvar samo mogoče, če bi mogli svojo glasbo opisati kot jed, v katero smer bi šli? Kot kaj? Kot jed, kot hrana. Aha, kot jed. Svojo glasbo, se pravi, to, kar špilate, če pretvoriš v hrano, kaj bi rekel?
Golaš. Jaz bi rekel pa bolj Dunajc pa pomfri. A bolj sofisticirano. Mene je sofisticirano, sam Dunajc pa pomfri je tako, če greš v restauracijo, veš, da ne moreš zajebati, če tu naročiš, ne. Za Pozabila sem dati A ja, sorry. Ne moreš faliti, ne moreš zgrešiti, če naročiš Dunajca, ker veš, da bo siguren dober, ne. Mislim, tudi če ne bo dober, je vseeno cvrt, bo vseeno v redu, ne. To je Oprosti, ampak jaz bom dala zdaj vse od sebe in vse bi dala za enega Dunajca. No, vidiš. Boste pa vi tudi dali vse od sebe. Zgrešeni primeri, da vidimo, koliko sploh zvenite v naših ušesih. Ajčo. Evo, zgrešeni primeri in vse bi dal. Fantje ne znajo biti tih, sploh ne, pa pravijo, da smo babe čvekljive. Zdaj vemo, zakaj so prišli zgrešeni primeri in zakaj so dobili ime zgrešeni primeri. Evo, z mano oba dva kitarista, Robi in Gregor. Dobro jutro, še enkrat. Dobro jutro. No, aj čau, veš. Aj čau, to je njihov pozdrav. Zgrešeni primeri namreč jutri prihajajo špilat v MCC. In ga bodo z vami žurali, seveda dobrodošli vsi v MCC-ju, ampak da se še bomo naučili kakšno o zgrešenih primerih, pa boste zdaj fanta povedala, koliko je prišlo do tega vašega punk and rolla, oziroma zdaj slišali smo že en komad, ne? Pa ta je bil zdaj tak bolj nežen, lahko rečem, ne? Onga hardcora ne smemo zdaj glih dati, ne? Ker to bojo, more biti malo presenečenje za naše poslušalce. Ampak zdaj oba dva kitarista, kaj imate še pa? Bobne? Bobne pa bas. Pa bas. Pa par vokalov, ja. Načeloma je to. Pa enega menedžerja. Dobar, Pavle, če nas poslušaš, haj. Živijo, Pavle. Pavle, radi te imamo. Ne, ampak fante, koliko ste se sploh zbrali na kup? Zdaj, ok, Janko je tisti avtentičen član, ampak vidva sta prišla, koliko ste se našli, zavohali? To je v bistvu v enem klubu Grosuplem ali po Ivančni, ki smo se dobili ljudje, ki ne vejo, kam spadajo in smo se tam začeli pogovarjati, kitare igramo. Ne, kar pa res je, v bistvu so vse neke naveze. Mislim, Janko je bil ustanovni član, takrat je bil Pavel, pol je prišel kasneje kot bobnar. Je zamenjal unga bobnarja in pol se je v tem bendu se je kar nekaj kitaristov že zamenjalo, ker tudi zdaj bend obstaja že siguren 20 let. In to so vse tako malo se vidimo na koncertih, kaj tazga vemo, kdo kaj igra, zakaj. In kaj se rabi, se pokliče in se proba in to je to, ne. Ok, pa zdaj zgrešeni primeri še, mogoče vi posamezniki špilate kje drugje ali ste samo pri zgrešenih primerih? Ja, grosupelška scena je tako kar specifična, no, da smo kitaristi po 5 bendih, tako da tle okoli nas je ne 10 muzičarjev, pa 15 bendov. Ja, kako bi tako rekel, ja. V redu. No, pa vsi preživite, ne? Tako, Ta je bila zdaj ena interna, ampak v redu. Neč narobe. Zdaj vidim, da ste sproščeni, verjetno to lahko pričakujemo od vas tudi na odru. Imate tudi kaj stand-upa vmes? Čisto odvisno od tega, kako se petek začne. Mislim, vemo, kako se je sobota končala. Ne, no, to je okay, ne sobota, vemo, kako se je sreda v bistvu včeraj končala za nekatere v našem studiu. To je tudi interna. Aha, okay. No, se pravi, petek pol bo. Jaz mislim, da bo zabavno in dobro žurno. Sploh glede na to, da bo termin malo bolj kulturen, kot zdaj zjutraj. Ja. Glej, kar se mora ni težko, pa veš kaj, kazensko imaš danes, ne? Kaj pa si ga včeraj žural? Ne, bomo povedali, danes je pisal bolniško, ne, sem to, da povemo. Aha, okay. Grega je tist, ki je... Ne. Se pravi, rešitev s to dobro še. Ti bom napisala upravičilo. V redu. Ej, zdaj vemo, koliko je izgledala punk scena včasih, ne? Oprosti. Če bi ga doktor res prilel, bi mu invalidsko dal na samen dan. Dobar. Stand-up imamo že. Ta je bila zdaj una Jaz se moram zbuditi. 8:45 na šiht moram biti. Aj, čau. Povej, da boš malo zamudil, pa imaš pa srečo, da nisi v smeri Maribora, ker ne bi tja prišel.
Teda, ja, tisti, ko greste v Maribor, ne na avtocesto, prosim, ker je ta zaprta, vmes samo povem. Ampak bo pa cesta definitivno jutri do Celja in do MCC-ja popolnoma odprta, prevozna in to že od 3. ure dalje, ker pač po šihtu je treba iti neki spit, ne? Tako, ja, Mal se podružiti in potem ob 8. da koncerti. se začne. Pa je, da se zdaj pre-gama. Kaj? Pre-gama se pred No, žurko. dej ti, veteran, razlož meni, mladiču, kaj je to. A veš, kaj ne veš. Ja. Pre-gama. Pri Včasih- game je tako, kot pred igra. Okay. Ja, mislim, da pač to mi je logično, ampak No, ja. Pač za ston se ga napiješ, pa v gostilni zapravi sem za eno pivo, tako je to pre-gamanje. no, prosim, tega ne početi. Dejte gostincom tudi kaj zaslužiti. Absolutno pa, kaj lahko jutro od vas v MCC-ju pričakujemo? Žur. Pri game. Okay. Se greli boste večerjo pol za to go. Ali kaj? Pred igro za polke bodo šli ljudje domov in se bodo strastno ljubili. In to je to, ne. Ja, pol Moraš, hočeš reči, da v bistvu... vsem fantom, vse fante pozivam, da pripeljejo punce in da mi to ogrejemo in pol imajo oni zicer, se temu reče. V glavnem, samo to, da boste vedeli, ne, zgrešeni primeri bodo naredili, da je petek tisti dan. Ne? Baby The day. bumbo. Joj, The day. problem je, ker smo na radiju in nas ljudje ne vidijo, ne, zato res Saj mogoče zato pa mislim, jo, snemamo, wow. zato pa snemamo video, ki ga potem seveda naložimo tudi na našo Pol že spletno vejo, da stran, pa lažem. Facebook, pa vse social medije, da bodo videli, kakšni norci ste in koga lahko pričakujejo jutri na odru. In da tudi ena ne bo ogreta, da mu prišla. Okay, šalo na stran. Jutri torej v Mladinskem centru Celje se vidimo na odru, skačemo, žuramo in zdaj dajmo poslušati še ta tisti dan, ko je baje najbolj predvajana radijska vaša skladba. To je Pavle rekel. Ja, Pavel je rekel tok. Bravo, Pavle. Toda, hvala vama, da ste prišla in se vidimo jutri. Aj, čau. Aj, čau. Aj, čau.